Gospodarska zbornica Slovenije letos že 10. podeljuje priznanje za najboljše inovacije, najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij v Sloveniji. V juniju so območne in regionalne gospodarske zbornice podelile priznanje za najboljše inovacije v regijah. 44 najboljših se bo potegovalo za zlata, srebrna in bronasta priznanja ter diplome na nacionalni ravni. Priznanja bodo podeljena na dnevu inovativnosti 26. septembra v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Pri inovaciji je zelo dobro vedeti, da delaš nekaj novega, kaj človeštvo še ni naredilo. Obalna strana delati računalništvo, jam pa se pol izumiti celo lahko. V okviru obiska naše države je udeležence seminarja Kako poslovati z Veliko Britanijo pozdravil David Wooten, župan londonskega Cityja. Poudaril je, da lahko City ponudi nove finančne mehanizme za financiranje malih in srednje velikih podjetij, javno-zasebna partnerstva kot tudi investicije v slovensko infrastrukturo. And chambers of commerce and governments and organisations like my own, the City Corporation, is very keen on encouraging small businesses in each country to do business in the other. Na Gospodarski zbornici Slovenije so potekali tudi individualni pogovori z novimi ekonomskimi svetovalci na veleposlaništvih Republike Slovenije v Berlinu, Pragi, Londonu, Pekingu, Kijevu in na Dunaju ter pooblaščenim ministrom v Tokiu. Približno 45 podjetij se je na 60 individualnih razgovorih srečalo z ekonomskimi svetovalci. Ob Svetovnem dnevu varstva okolja na Gospodarski zbornici Slovenije že desetletje redno poteka strokovna konferenca. Osrednja tema letošnjega okoljskega dneva gospodarstva z naslovom Z energijo do čistejšega zraka je bila onesnaženost zraka z delci PM10, kar je eden največjih okoljskih problemov v Sloveniji. Na konferenci so izpostavili tudi pomen energetske učinkovitosti stavb in predstavili energetske izkaznice. Energetska izkaznica stavbe je pravzaprav nov inštrument, ki ga je uvedla direktiva o energetski učinkovitosti stavb. Namenjena je v primeru prometa z nepremičninami, takrat, ko te nepremičnine vstopajo na trg. Program so letos popestrile še kratke praktične vsebine. Udeleženci konference so osvežili svoje znanje oživljanja ter se naučili pravilnega dihanja. Služba za varstvo okolja GZS je v okviru projekta Rebirth pripravila zanimivo delavnico o zelenem javnem naročanju v gradbeništvu, kjer je bila med drugim podrobneje predstavljena tudi uredba o zelenem javnem naročanju. Uredba o zelenem javnem naročanju se je začela uporabljati 14. marca letošnjega leta in zdaj se že neki prvi rezultati na tem področju kažejo. Seveda brez nekih zapletov ne gre, zato smo tudi že nekajkrat uredbo o zelenem javnem naročanju popravili. Na konferenci kreativne pohištvene industrije je bila predstavljena dejavnost razvojnega centra kreativne pohištvene industrije, mnenja ter izkušnje na področju industrijskega oblikovanja pa so razpravljavci nanizali na okrogli mizi o viziji razvoja slovenske kreativne pohištvene industrije s poudarkom na ukrepih države. Želimo spodbuditi eno kreativno, dinamično in konstruktivno razpravo o smislu, pomenu in vlogi dizajna, oblikovanja in razvoja v lesarski branži. V letošnjem letu je GZS zbornica poslovno-storitvenih dejavnosti organizirala drugo srečanje članov, ki so dopolnili 10 oziroma 20 let poslovanja. Srečanje jubilantov je priznanje podjetnikom, ki v ne vselej prijaznem poslovnem okolju vztrajajo in delujejo dolgoročno, razvijajo podjetje in iščejo dobre poslovne rešitve ter ustvarjajo nove proizvode in storitve. Med tokratnimi jubilanti je bil tudi Marko Kolbl, direktor podjetja Europlakat, letošnji prejemnik nagrade GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Uspeh pa je seveda stoji za trdim delom in zelo dobro strategijo in pa odličnimi sodelavci. Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije je samostojna in neodvisna institucionalna arbitraža, ki poslovnim subjektom zagotavlja hitro in učinkovito reševanje gospodarskih sporov z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji. Vsem, ki želijo o tovrstnem reševanju sporov izvedeti več, je na voljo prenovljena spletna stran, s katero želimo slovenskim podjetjem približati arbitražo kot poslovni model reševanja sporov in jim ponuditi sodobno rešitev za hitro, učinkovito, zaupno in strokovno reševanje sporov.
Na pobudo iniciativne skupine iz vrst podizvajalcev članov Gospodarske zbornice Slovenije je bilo ustanovljeno interesno združenje podizvajalcev pri GZS. Postati želijo lobistično, informacijsko, izobraževalno in poslovno podporno središče za podizvajalce, dobavitelje in kooperante s ciljem zagotovitve njihovega enakopravnega položaja do izvajalcev in naročnikov, še posebej na področju javnega naročanja. Dani so bili predlogi, mi bomo te predloge še razčistili in dobesedno pripravili za vlado, kjer bomo predočili. Jaz mislim, da bodo nam prisluhnili.